kdaj probali jesti? Živijo in dobrodošli v novem potepanju na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in danes imam s sabo oba starša in pa sestro in se nahajamo na istrskem, v slovenski Istri, bolj natančno nad vasico Črni Kal, in plan je po kraškem robu iti do Hrstovelj. Verjetno bodo ostali tam počakali, jaz bom pa nazaj po avto skočil. Mogoče pa s potoma še kaj prilagodimo. Bomo pa videli vmes kar nekaj lepih starih cerkvic, telih utrdb oziroma gradov. Razgledi so že zdajle super. To je pa nekako to, no. Pa veliko lepe narave. Malo danes tudi burja piha oziroma jugo piha. To je pa to. Pejte zraven. Ni prav pogosto, da imamo že tako na štartu takele razglede, ne. Hotel sem pokazati, prva znamenitost je že pred štartom, ko se peljemo skozi vasico Črni Kal. Tale turn je nagnjen, se pravi, ni raven, ampak so temelji malo slabši in se zleti nagnil. Tole pa že po parih minutah tudi pridemo do črnokalske trdnjave in gremo pogledat. Se moram pa za idejo za tale izlet zahvaliti Nini pa Tomažu, ki sta na Facebooku bolj poznana, vsaj meni bolj poznana, pod imenom Aktivno v naravi. Sta par dni nazaj postala tole idejo za izlet na zid kanala V naravo oziroma skupine V naravo. In danes je tak idealen dan, kjer je na Gorenjskem malo slabše vreme, hribi so v oblakih, tukaj na istrskem, primorskem koncu precej lepo, toplo, in tudi razgledi so kar lepi. Tamle na koncu doline je pa naš cilj. Packa. Tukaj greste lahko dve poti, ena gre bolj levo, tam naj bi bila lažja, ampak meni je tale veliko bolj všeč, oziroma mi bo sigurno, ker je razgledna. Gre pa skozi po robu. Pogled na naše največje obmorsko mesto. Da povem še malo o tej trdnavi. Trdnava je bila zgrajena, mislim, da v 11. stoletju. Pa je služila kot za nadzor trgovskih poti tle dol, ker ima super strateško točko, razgledi so super. Pa služila je temu namenu do 16. 17. stoletja,
ko so na nekem uporu ali nekaj takega, so porušili. Markacije peljejo sicer tlele dol. Kaj smo šli kar naravnost. Plezališče na Črnem Kalu je zelo priljubljeno v tem letnem času. Nič, zdaj se moramo od une markacije vračati, pa dol iti, pa pod stenam do železniške proge. No, tole je zdaj malo izziva lahko, drugače pa baje, da je tudi neka lažja pot, ampak mi smo bolj borci, pa gremo kar tlele. Ko končamo s tem odsekom, kratkim odsekom jeklenic, pol mogoče malo slabo označen, ampak je treba pol iti v kontrasmer prihoda, se pravi, kad dol pridemo v desno, zavijemo, pa tale potka malo preč, pa nas pa tlele dol pripelje, pa gremo pa spet levo nazaj proti železnici. No, to so te isti plezalci, ki sem jih prej od zgor posnel. Mi gremo pa tlele okoli skal, pa pridemo do železnice. Lahko na hitro še malo eno jamo raziščemo. Kar dobre stene tlele gor. Ni tole hec splezati. Tole so pa klasične leni hlače. Jaz pa, kot veste, preizkušam nove gorniške v naravo leni hlače. Tlele gor sem bil prej, preden smo se začeli, smo šli nazaj, no. Tukaj je verjetno kakšna trojka za splezati dol. Mi pa prečemo progo, pa nadaljujemo proti zastavljenemu cilju, ne. Mi smo po teli potki prišli, če bi šli pa po lahki, bi pa tle prišli. To je pa naprej. Tole je naravnost Slavnik. Tamle mimo plezalnih sten smo se malo ogreli, ker je bilo gor. Tukaj zdaj je prav prijetno. Malo pihlja, pa tako kot sem rekel, danes jugo piha. Če je pa tlele burja, mora biti pa kar pasje. Živam. Eni bojo spadali skočili, pa Italijani so. Tlele pot je sicer precej luštna, ampak je treba skozi pod noge gledati, da se ne spotakneš.
Izgleda, da so bili tukaj okoli prebežniki, ki je kar nekje enih smeti videti. Me pa zanima, če kdo ve, zakaj so teli rovi. Jaz namreč ne vem, pa izgleda, kot da je nekdo v preteklosti kopal neke rove. Prva vojna tle sigurno ni bila, druga pa tudi ne vem. Pogled nazaj proti Kopru. Tu takele hotlin je kar nekaj. Razpot je, zdaj gremo najprej tole jamo pogledat, pa gremo pa na Maričko. Že dolgo ni bilo snega tukaj. Ostal del ekipe gre proti Mariji, Snežni, jaz grem pa še tole jamo pogledat, seveda. Malo imamo jeklenic, ampak nič resnega. No, tole pohod v jamo. Takole precej nizko, pa tudi lučke nimam te prave. Vprašanje, kaj so videli. No, ugasnil sem. Malo je blaten. No, ne vem kaj. Zelo hitro je konc. Je pa lepo zasigana. Ja, pa pogled ven. Spet ostanki od prebežnikov. Mi pa gremo proti Mariji Snežni nazaj, oziroma naprej. Tam na gore je nazaj razpotje, ker smo se prej razšli. Jaz sem po teli cesti prišel, gremo pa tlele naprej. Tamle pa že vidim ekipco. Po pa sredi travnika kar en tak odsek skal, pa spet naprej. Še pogled nazaj. Pa bomo šli od Marije Snežne, bomo šli ke, pa spet čez greben. Evo cerkvica. Skozi nas spremlja pa pogled na Slavnik. Dober izhod iz pašnika, a? Čas je za malico s pogledom na Slavnik. Kakšna borba, kar na Triglavu. Na Baliju! Koks pa ti velik. Kakšna zverina velika. Evo ga, pa smo v vasici Praproče.
pogled gor na Slavnik, pa na vasico. Tole lovijo pa deževnico. Semle noter odteka. Tukajle je pa cisterna. Res tole, če kdo ve, kaj so imeli, naj napiše v komentar. Spet prihajamo na Kraški rob. Zdaj bi pa pod nami že mogli biti naš cilj počas. Ja, tukaj dol tista kmetija, oziroma tiste, ki gojijo tele, vzgajajo tele istrsko govedo. Tukaj čez je pa že naš cilj. V daljavi Trst. Koper. Tale pa Hrastovlje. Prvi vlak danes, ko smo ga videli. Tole mislim, da je vasica Podpeč, gremo pa še kele gor na stolp. Oziroma mi stolpa se bomo spustili. Naša pot. Lahko pa tudi kaj drugega zberete. Lep stolp je tole. Škoda, da sem spet pozabil daljinca v avtu za dron. Danes bi bilo kar nekaj lepih posnetkov. Sem šel še malo od stolpa naprej, da ga bom lepš lahko posnel. Tukaj je prav čudovito razgledišče. Gneča pred vhodom, ampak so vrata zaprta. Še malo pogledam na vse tele pečine. To so imeli za opazovalnico, so imeli kaj, če kakšna ladja tam. Včasih se hecam, da palce držijo skale, ampak tukaj so pa res jeklenice, zato da tale skala ne bi slučajno proti vasi došla. Tole so pa res dobro prevezali, nima kam iti. Ni to hec. Preberem malo v stolpu, tole pa še urco do našega cilja, čeprav gremo še prej v Zanigrad. Stolp še iz vasice, je pa ta prava istrska vasica. Je pa tale stolp bil narejen v 14. oziroma 15. stoletju, pa je služil do konca leta 1800. Vse v mrežah. Tako je, da smo tole jamo zgrešili. Še od spodaj piše na tabli, gor nobene table. Sveta Helena je tlele. Še en ogromen zvonc. Temu se pa reče sramežljive markacije. Lepo so obrezali oljke. A ste že kdaj probali jesti
šipek. Prav okusen je, ampak mora biti pa mehek. Probite. Malo nad spodnjo železniško progo smo pa na razpotju, tle naprej se gre lahko za Zanigrad, ampak zdaj študiramo, ali se nam da ali ne. Če ne, je pa tle naprej. Odločitev je padla. Imamo zadosti danes, tako da oni grejo zdaj v Hrastovle, pa nekaj pojest. Jaz pa nazaj v Podpeč, pa skozi pod skalami, nazaj do Črnega Kala, pa jih pridem iskat. Čau! Zanimivo, kako kar po skali teče, tlele je zelo vlažen. Je pa res, da je včeraj dežval. Zdaj se bo razbohotel. Kako lepo cveti. Sredi februarja. Gor sem prišel malo druge, tudi tukaj zgleda, da so novo pot tle naredili. Se pravi pri Kapelci se pa levo zavija. Mi smo prej takoj za železnico levo zavili, pa so bile neke stare markacije, tudi tiste, ki sem pokazal. Tle pa zgleda na novo. Zdaj moram pa gor iti, nad železnico pa levo. Malo nad železnico, zavijem pa levo in zdaj, kakor je videti, te poti sledim skozi do Črnega Kala. Tale za nazaj je veliko krajša. Res smo bili gor pa dol hodili, pa kje pa sem tukaj dobro urco, rečemo 2 urci, pa si nazaj v avtu. Pod telnim stolpom zavijem pa z glavne ceste na tole in izsledim. Lahko bi šel pa tudi povrhno, sam je tale bližja. Zanimivo, da tle prepovedan, tam, kjer smo šli pa prej, ker markirana pot pa ni prepovedan. Prečkam, tle pa spet potka naprej. Mogoče še ena informacija, ki smo bili zadnjič prečkali železnico danes. Ta proga, prav od Kopra sem gor, je, kakor vem, najstrmejša proga z najstrmejšim naklonom v Sloveniji. Pol pa, če se ne motim, pride pa proga, gre skozi Borovnico. Tle pod plezalnimi stenami se sliši pa samo italijanščino pa nemščino. Še par minut pa sem pa avto. Na serpentini malo pod vrhom se prije pa na cesto, no pa še gor, ker smo gor parkirali. Zdaj pa malo več gneče. V glavnem, jaz sem na cilju, zdaj skočim še v Hrastovle, pa ostale, pa bomo tam zaključek naredili. Mogoče pa še omenim, sem danes spet lenjave hlače, si sem že omenil, sem jih imel. In spet ene drugačne razmere, predvsej zdaj nazaj je bilo sploh toplo. In ko bomo zračnike gor dol, bo res fantastične hlače. Tako da v vrsto se postavite. No, to je pa še cerkvica v Hrastovlah. Posebnost te cerkvice je, poleg tega, da mu obzidje, tudi noter so freske, kjer so neki okostnaki, pa ne vem točno zakaj. No, prej tamle je Podpeč, obrnil sem se pa malo nad železniško progo. Tistem dol je pa Črni Kal. Če bom našel kakšne dobre posnetke oziroma kakšne relevantne posnetke z cele ture z drona, ker dalin sem doma zgleda pozabil, jih
bom dal v video, ampak si itek boste že prej videli. Takole, še zaključek nam je preostal, ne? Sem rekel, bomo kar tlele pri teli krasni cerkvici naredili. Super tura, primerna za vidite za vse generacije. Še en komentar. Jaz sem bila na začetku malo presenečena, ker sem si predstavljala, da se gremo tako sprehajati po Primorski, pa smo mogli malo plezati, no, ampak je bilo z zajlem vse opremljeno, tako da vse ok. Pa dal bi se tudi po lažji tam, če bi to ni. Ja, je pa drugače res lepa pot, lep izlet, prijetno. Primorsko vzdušje. Zelo lep izlet. Uživala sem. Tale kraški rob je res zanimiv, ne? Tudi en kup zgodovinskih zadev tukaj, tako da presenečen, odličen izlet in pa res primeren za vse generacije. Priporočam. Ja, če vas zanima še kaj več idej za izlete tle okoli po Istri, pejte na spletno stran narava.si, pa tam imate članek izleti v znamenitosti slovenske Istre in Kitajske. To je to. Še kaj? Čau! Kmalu se vidimo, imejte lep dan še naprej pa. Ajde! Adijo!